Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji tretje ligaškega nogometa. Pred nami je tekma 7. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med domačim Vidmom in gosti iz Prevalj Korotanom. Videmčani so v dobrem nizu rezultatov 4 tekem brez poraza, od tega so 3 uspeli zmagati, tako že dokazali, da so ujeli tisto pravo formo iz zaključka lanske sezone. Prevaljčani pa so prav tako v zadnjih 2 krogih popravili vtis in dvakrat upisali vse 3 točke, s katerimi so se povzpeli navzgor po lestvici. Tako je jasno, da je pred nami spopad 2 ekip, ki v zadnjem času igrata dobro in sta v dobri formi, zagotovo pa se bo odvijal pravi boj do zadnjega sodnikovega žvižga. Ekipi pa na lestvici loči zgolj 1 točka, kar je na nek način še dodaten motiv za obojne, da danes dokažejo svojo kvaliteto ter vrednost ekip. Predstavitev še obeh začetnih postav pri domačem Vidmu, v vratih Milič, v obrambi z leve proti desni Zdovca, Dedoja, Mesarič ter Ovčar, v zvezni vrsti Čuš, Cafuta, Krajnc ter Žan Planšek. Pred njimi pa dvojec v napadu Vrbanič ter Šegola. Trener zasedbe Vidma je Robert Hojnik, pri gostih iz Prevalj po vratih Vidovšek, v obrambi z leve proti desni Lasnik, Denis Zavolovšek, Jezernik ter Juraja. Zadnja zvezna nogometaša sta Pipuš ter Tabakovič, pred njima Urh Grešovnik, ki je tudi kapetan moštva. Z leve proti desni v napadu pa Ofič, Plesec ter Anže Zavolovšek, trener ekipe pa je Tin Kuzma. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna. Glavni delilec pravice je Uroš Radževič, pomočnika Denis Horvat ter Marcel Lahovič. Vsi trije prihajajo iz Maribora, delegat tekme pa Dejan Germič, ki prihaja iz Cerkvenjaka. Medtem se je obračun že pričel pri žogi domači, ki bodo ta obračun odigrali v svojih tradicionalnih zelenih barvah, gostje pa prav tako v svoji tradicionalni modri barvi. Ofič, Klemen Ofič je na prejšnjem obračunu proti Dobrovcam dosegel 3 zadetke, tako je zagotovo v naletu, bi lahko rekli. Še vedno Ofič, Ofič lepo vrača proti Pipušu, ki je sprožil z razdalje v bloku domači, in to bo prvi udarec iz kota na tem obračunu, pripadel bo gostom iz Prevalj. Izvajalec pa bo številko 8 Ofič. Ofič, nevaren, oster predložek, nekaj težav je imel domač vratar Milič, strelom je poizkusil Plesec, znova na mesto obramba Vidma. V teh uvodnih minutah so gostje kar hitro prevzeli pobudo nad srečanjem, iščejo ta vodilen zadetek. Še enkrat v počasnem posnetku lahko vidimo ta strel Plesca. Iz avta sedaj Tine Lasnik, prekršek je storil Plesec, prosti strel za domače. Vratar Milič na kratko proti Adedoji, ta do Mesariča. Zdovc znova vrača Mesariču. Adedoja. Napaka Adedoje, žogo je prestregel Pipuš. Hitro so domači vrnili posest, Adedoja takoj lepo proti Vrbaniču, Vrbanič atraktivno. Takoj podajo prostor Zdovca, iskal je Čuša, toda prehitra podaja bila to za slednjega, out bo pripadel Prevaljčanom. Iz avta bo metal Ovčar oziroma Juraja. Vrbanič, prekršek že predtem nad Šegulo, prosti strel za Videm. Izvajalec bo številko 14 Čuš. Medtem je obležal Lasnik, ki bo, kot vse kaže, lahko brez večjih težav nadaljeval s tem obračunom.
Morda lahko Videmčani zapretijo prvič na tem obračunu v 4. minuti z tega prostega strela. Še vedno se na izvedbo pripravlja Čuš. Čuš v skoku gostje. Manjšo napako si je privoščil sedaj Žan Planšek, vendar je žoga še vedno v posesti Vidma. Vrbanič strelja v bloku številko 7. Še enkrat v počasnem posnetku lahko vidimo ta poizkus Vrbaniča z roba kazenskega prostora. Dobro v bloku pa obramba gostov in prvi udarec iz kota tudi za Videm na tem obračunu. Tokrat proti bližnji vratnici, 11 metrovka za domače, igra z roko v kazenskem prostoru. Nekaj smole sedaj v tej situaciji za Korotan. Žoga je v roko zadela kapetana Grešovnika in to bo najstrožja kazen za Videmčane, ki bodo imeli priložnost z 11 metrovke. Še enkrat lahko vidimo predložek Planška na to atraktiven poizkus enega izmed domačih nogometašev in žoga je na poti proti golu, v roko zadela Grešovnika. Izvajalec najstrožje kazni pa številko 11, Žan Planšek. Planšek in Vidovšek z oči v oči. Planšek strelja iz vodstvo. 1-0 za domače. Vidovšek je sicer prebral smer, a na koncu mu je žoga skozi roke šla v gol in Videmčani do hitre prednosti v 6. minuti. Še enkrat v počasnem posnetku izvedbe tega penala. Morda ne najboljše pri zaključku Planšek, a Vidovšek ni uspel ustaviti tega poizkusa. Videmčani tako vodijo z 1-0. Seveda Prevaljčani bodo sedaj zagotovo stopili še više. Že na začetku so pokazali, da želijo igrati, prejeli sedaj ta zadetek, ki jih je zagotovo nekoliko odrezal. Zavolovšek medtem neuspešen pri poizkusu preigravanja. Milič žogo že pošilja v igro. Najvišji v skoku Krajnc, do žoge na koncu Prevaljčani. Lepo je plesec videl tekajočega Denisa oziroma Anžeta Zavolovška. Ofič, predložek Ofiča. Strel z razdalje sedaj Tabakoviča, brez težav za Miliča. Znova lahko vidimo ta poizkus Tabakoviča z velike razdalje, brez večjih preglavic za domačega vratarja. Znova hitro do žoge Prevaljčani. Adedoja mirno proti Planšku. Manjši nesporazum med Planškom ter Šegulo. Anže Zavolovšek, še vedno v posesti Anže Zavolovšek. Anže Zavolovšek s predložkom pred vrata. Znova izbijajo domači. Dovolj hiter na koncu Ovčar, ki je preprečil udarec iz kota gostom. Izvajalec avta pa Lasnik. Grešovnik v preigravanju zapravijo žogo kapetan Korotana. Lepo sedaj Vrbanič proti Šeguli, ta takoj izpodajo prostor proti Vrbaniču. Še vedno v posesti Šegula. Šegula mirno vrača proti Planšku, ta pa vse nazaj do Ovčarja. Dobro so sedaj to izpeljali nogometaši Vidma. Adedoja. Adedoja spodaja proti Planšku, nekoliko nenatančen. Pri tej podaji Adedoja za Korotan. Ekipi sta do sedaj v tretjeligaški konkurenci odigrali 3 tekme, 2-krat
So se zmage veselili Videmčani, enkrat nogometaši Korotana, v gol razliki 5-4, če zraven dodamo še ta zadetek, ki so ga Videmčani dosegli v 6. minuti. Nazadnje pa sta se ekipi pomerili v lanski sezoni v 12. krogu, ko so se na koncu zmage veselili Videmčani z 0-1. Edini zadetek pa je na tekmi v 27. minuti dosegel Adedoja. V preigravanju Čuš v bloku Juraja in drugi udarec iz kota, oziroma kot vse kaže na koncu gol out za vratarja Vidovška. Vidovšek v zvezdno vrsto, kjer je Pipuš. Dobro je Krajnc prebral na meru Pipuša, mirno proti Cafuti, ta na levo, kjer je Čuš v bloku Juraja. Takoj s podajo Jezernika v napad, kjer sta že Plesec ter Anže Zavolovšek. Hitro so gostje prenesli žogo iz obrambe v napad in prišli do drugega udarca iz kota na obračunu. Izvajalec pa znova številko 8 Ofič. Ofič proti oddaljenejši vratnici, kjer se odkriva Jezernik. V težkem položaju je bil centralni branilec Korotana, ki na koncu ni najbolje zaključil. Še enkrat lahko vidimo ta poizkus Jezernika. Ofič, znova posesti Ofič. Ofič v zvezdno vrsto, kjer je Tabakovič. Nekaj prostora je osvojil Tabakovič, takoj spodaja na desno stran, kjer je Anže Zavolovšek. Poizkus preigravanja Anžeta Zavolovška na mestu Zdovc. Za hrbet je sedaj Čuš podal Vrbaniču. Še enkrat na mestu Zdovc. Vrbanič zelo hiter nogometaš, ki lahko osvoji veliko prostora, kar je pravkar tudi storil. Na desni strani se v napad vključeval Planšek, sedaj pa ima Anže Zavolovšek dobro situacijo, lepa podaja v prostor Zavolovška proti Plescu, pravočasno izvrat Milič. Zelo razgibanih prvih 12 minut, tako eni kot drugi igrajo zelo hiter nogomet. Dobro, znova Jezernik. Nekoliko na pamet na koncu Jezernik. Ofič je priboril žogo Korotanu. Znova posesti Ofič. Plesec v preigravanju. Plesec strelja, zadev je Adedojo. Kot vendarle na koncu za Korotan, tretji na tem obračunu. Prevaljčani po prijetem zadetku stopnjujejo tempo in jasno iščejo ta zadetek priključka oziroma izenačenja. Še enkrat si lahko ogledamo to kombinatoriko Korotana. Tokrat proti bližnji vratnici, kjer je bil pozoren Žan Planšek, žogo izbil v četrti kot za Prevaljčane. Tokrat proti oddaljenejši vratnici, kjer je Plesec brez nevarnosti za Miliča. Prevaljčani so nevarni v teh situacijah in Videmčani bodo morali biti zbrani do konca, če bodo želeli ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno. Še enkrat smo lahko videli ta poizkus Plesca. Vrbanič, vmešal se Jezernik. Ofič vrača proti Lasniku. Še vedno Lasnik. Lasnik je sedaj iskal Grešovnika, vmešal se Žan Planšek, ki je povlekel proti napad domačih. Ustavil se Žan Planšek. Še vedno Planšek pri žogi. Poizkusil je s preigravanjem, dobro pa je bil postavljen Denis Zavolovšek.
In to bo sedaj drugi udarec iz kota za Videm. Znova pa bo izvajalec številko 11, Žan Plajnšek. Plajnšek proti bližnji vratnici, pametno je sedaj žogo preskočil eden izmed domačih nogometašev. V dobri situaciji se je znašel Zdovc, a nekoliko nespretno zaključil, pravočasno pa z obrambno reakcijo Vrbanič, ki je prekinil proti napad Korotana, zaustavil je samostojen prodor Anžeta Zavolovška. Iz avta Juraja žogo mirno vrača proti Jezerniku Denis Zavolovšek. Lasnik, še vedno v posesti Lasnik. Danes ob 16. bo odigrana zadnja tekma tega 7. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod. Derbi zgornjega dela bo potekal v Cirkulanah, kjer bodo domači gostili Dravinjo. Gre za obračun dveh ekip, ki vedno znova stremita k najvišjim položajem. Cirkulane so v nizu dveh tekem brez zmage, kar je zagotovo pustilo posledice na točkovnem izkupičku. Dravinčani pa so trenutno s tekmo manj na 3. mestu. A zavedajo se pri Dravinji seveda, da če bodo želeli na nek način še naprej slediti tempu Bistrice, bodo morali enostavno zmagovati vse tekme. Nova podaja proti Denisu Zavolovšku, vendarle do žoge Zavolovšek, ki je s povratno podajo iskal Grešovnika. Out za Korotan, znova izvajalec Juraja. Izbil je Mesarič. Krajnc je lepo videl Čuša. Še vedno Čuš. Denis Zavolovšek, zapletel se. Denis Zavolovšek sedaj na desni strani ima veliko prostora Žan Plajnšek. Še vedno Plajnšek v preigravanju. Plajnšek mirno žogo vrača proti Krajncu. Ta lepo do Cafute. Cafuta strelja. Nevaren poizkus domačega vezista. Žoga je na koncu zletela mimo desne vratnice vratarja Vidovška. Dober poizkus je bil to z velike razdalje, katerega smo si lahko gledali še enkrat. Najvišji skok v Krajnc, lepo se je umešal Pipuš, ki je na levi strani našel Lasnika. Denis Zavolovšek, Pipuš, prekršek Vrbaniča. Jezernik do Denisa Zavolovška. Ta znova na levo stran, kjer je Lasnik, težka podaja Zavolovška. Lasnik je uspel žogo zadržati v igrišču, kljub temu leta nogometašev Vidma. Prekršek Ofiča nad Žanom Plajnškom. Prosti strel za domače, izvajalec pa številko 8 Ovčar. Ovčar je iskal Šegolo, na koncu znova do žoge Žan Plajnšek proti Vrbaniču, dovolj hiter Vrbanič. Glavni sodnik pušča igro, da teče naprej. Jezernik znova mirno proti Denisu Zavolovšku. Podaja na levo stran, kjer je Lasnik. Lepo se je Lasniku sedaj ponudil Tabakovič atraktivno proti Grešovniku.
Ta znova proti Tabakoviču. Tabakovič je z visoko podajo iskal Plesca. Nekaj centimetrov previsoka je bila na koncu ta podaja. Pravočasno je izvrat krenil Milič, ki je žogo takoj poslal napad proti Šeguli. Vidovšek je dobro prebral to namero domačih, vendar je žoga znova pri Vidmu. Zdovc je na desni strani videl Planška, na mesto je bil Lasnik, Grešovnik, Plesec vrača proti Pipušu. Še vedno Pipuš, Anže Zavolovšek. Znova Grešovnik, lepo Grešovnik proti Anžetu Zavolovšku. Ta pravočasno podajo Ofič, še vedno Ofič izbija Ovčar. V tem zaključku akcij so zaenkrat gosti nekoliko nezbrani. A seveda treba je pohvaliti tudi obrambo Vidma, ki zelo dobro stoji, zelo malo zadetkov prejemajo Videmčani. Manjši nesporazum sedaj v taboru gostov. Juraja ni stekel naprej na to podajo Tabakoviča. Anže Zavolovšek v bloku. Iz avta Zdovc proti Krajncu. Dobro je Krajnc prejel žogo, vendarle na koncu Grešovnik. Vmešal se Žan Planšek. Še vedno Planšek, prekršek Tabakoviča. Na udarec je sedaj prejel Žan Planšek, ki je zelo prodoren nogometaš. Zaenkrat zagotovo najbolj izstopa pri domačih. Veliko težav povzroča obrambi Korotana. Adedoja znova proti Mesariču. Ta na levo, ker je Zdovc. Pametno sedaj Zdovc. Lepo je Zdovc našel Šegolo, toda napadalec Vidma se je znašel v prepovedanem položaju. Sicer so lepo to vse skupaj odigrali v taboru domačih. Še enkrat lahko vidimo prvo. Lepa finta je bila tukaj domačega nogometaša, na to po prepovedanem položaju po podaji Šegula. Na pamet Denis Zavolovšek, znova hitro zapravljena posest Korotana. Mesarič proti Adedoji. Zdovc, na nje pritisnil Anže Zavolovšek. Znova so lepo to odigrali v taboru domačih, ki vidimo, da lahko zelo hitro s temi podajami v težave spravijo obrambo Korotana. Vrbanič strelja, obramba Vidovška. Lepa samostojna akcija na koncu Vrbaniča. Obramba Vidovška. Znova Vidovšek. Vidovšek proti Ofiču, ta višji od Ovčarja, vmešal se Adedoja. Dobro, sedaj Pipuš. Znova na mesto Adedoja. Prekršek Ovčarja. Še enkrat si lahko ogledamo prejšnjo situacijo pred vrati Korotana. Samostojna akcija Vrbaniča in še zaključek in obramba Vidovška. Jezernik je iskal Anžeta Zavolovška, previsoka podaja je bila to za slednjega. Pametni Denis Zavolovšek proti Tabakoviču, ta takoj do Ofiča, še vedno Ofič. Prekršek Adedoje, prosti strel sedaj za Prevaljčane z dokaj ugodnega položaja. Še enkrat lahko vidimo ta prekršek Adedoje, ki si je v tej situaciji pomagal z roko.
Na izvedbo prostega strela pa se pri Prevaljčanih sedaj pripravljata Ofič ter kapetan Grešovnik. Zraven je sedaj stopil še Pipuš. Manjši dogovor teh treh nogometašev, kako bodo izpeljali izvedbo tega prostega strela. Na koncu strel Pipuša, mimo vrat je sprožil vezist Korotana. Ofič je zahteval podajo prostor, imel je kar nekaj prostora na levi strani. Še enkrat več lahko vidimo ta strel Pipuša in vključitev v napad Ofiča. Pipuš se je na koncu odločil za zaključek in sprožil mimo vrat vratarja Miliča. Krajnc najvišji v skoku. Out za Videm. Prekršek na koncu Pipuša, preoster je bil nad Šegulo. Prosti strel za Videm. Izvajalec bo številko 5 Zdovc. Zdovc spoda proti oddaljnejši vratnici. Dobro je prebral to namero Zdovca Vidovšek, ki je izbil Žan Planšek. Še enkrat proti Zdovcu. Zdovc, Planšek strelja mimo vrat Žan Planšek. Znova lahko vidimo to situacijo, ta strel Žana Planška. Slabo je žogo v tem primeru zadel Planšek. Ofič proti Plescu, ta je s povratno podajo iskal Grešovnika. Vse skupaj rešuje Krajnc, Vrbanič še vedno. Vrbanič v preigravanju. Vrbanič je iskal Šegulo. Dobro so sedaj onemogočili domačega napadalca v taboru Korotana. Denis Zavolovšek. Znova spodaja na levo stran proti Lasniku. Grešovnik, še vedno Grešovnik. Umešal se je v čar. Šegula v prostor proti Planšku, zelo hiter je Planšek. Še vedno Planšek v preigravanju, podaja pred vrata, nobeden izmed domačih nogometašev ni sledil tej situaciji. Čušč je žogo sicer uspel zadržati v igrišču, a na koncu do nje Prevaljčani. Grešovnik, še vedno Grešovnik na levo stran proti Ofiču. Ofič v samostojni akciji. Tabakovič, Pipuš proti Anžetu Zavolovšku. Lepo Anžet Zavolovšek v bloku Adedoja. Znova Pipuš. Še vedno v napadu do gostje, na mestu pa Mesarič. Zelo čvrsti so v fazi branjenja Videmčani. Plesec strelja, izenačenje! Izenačenje 1-1, sijajen zadetek je sedaj dosegel Plesec in gostje so se v 28. minuti vrnili obračun, prišli do izenačenja na 1-1. Sijajen zaključek z obrata je bil to Plesca. Še enkrat si lahko ogledamo to situacijo. Tukaj Čuš sicer v bloku, na koncu se je žoga nekoliko srečno odbila do Plesca, ki je z obrata zaključil in prinesel izenačenje Korotanu.
Krajnc, Krajnc proti Zdovcu. Zdovc vrača do Mesariča. Adedoja. Adedoja znova proti Mesariču. Žan Planšek se je ponudil takoj na desno stran, ker je Ovčar. Še vedno Planšek mirno vrača proti Adedoji. Znova Adedoja. Adedoja je iskal Cafuto, še enkrat več se je izplačal ta pritisk gostov, ki so prisilili domače v napako. Plesec proti Ofiču, Ofiču preigravanje na mestu Krajnc, na desni strani sedaj Ovčar, Ovčar takoj proti Šeguli, Šegula je na desni strani videl Planška, pozoren Denis Zavolovšek. Tabakovič na koncu napaka Lasnika, Adedoja. Mesarič, Mesarič vrača proti Adedoji, ta pa spodaja vse nazaj proti Miliču. Milič spodajal prostor proti Čušu, dovolj hiter Juraja, Vidošek izbija v skoku najvišji Zdovc. Pipuš, out za Videm. Meša se Tabakovič, Pipuš, Plesec dovolj močan, še vedno Plesec. Plesec spodajal prostor proti Anžetu Zavolovšku, ale ta se je znašel v prepovedanem položaju. Pipuš je zamudil spodajal že Zavolovšku, zelo obetavna akcija je bila to Korotana, še enkrat več si jo lahko ogledamo. Nekoliko prepozen z oddajo žoge Pipuš. Tako se je Anže Zavolovšek znašel v prepovedanem položaju. Mesarič takoj proti Adedoji. Še vedno v posesti Adedoja. V teh prvih 6 krogih so nogometaši Vidma zbrali 10 točk, se pravi 3 zmage, 1 remi ter 2 poraza. Remizirali so s Cirkulanami 1-1, premagali pa Zavrč 0-3, Šmarje 0-1 ter nato še poraza proti Šampionu z 1-3 in pa proti Bistrici s 3-0. V četrtem krogu so vmes še uspeli premagati Dobrovce z 1-0. Grešovnik, sporazum sedaj v taboru gostov, out za Videm. Na drugi strani pa so domači nogometaši oziroma gostje zbrali 9 točk, se pravi 3 zmage ter 3 poraze. Premagali so Posavje Krško z 0-1 ter v zadnjima 2 krogoma Dobrovce 3-4 ter Cirkulane s 3-2. Izgubili pa vmes proti Bistrici z 0-4, Šampionu 3-1 ter Šmarjam z 0-1. Planšek je videl tekajočega Čuša. Na mestu Jezernik, še vedno Jezernik, prekršek Vrbaniča, ki bo za ta štart prejel rumen karton. Še enkrat smo lahko videli ta prekršek Vrbaniča, za katerega je prejel rumen karton. Rumeni karton pri domačih, številka 17, Vrbanič Renato. Zavolovšek proti Plescu, dovolj močan Plesec, ta je lepo v napad vključil Tabakoviča, dovolj hiter Tabakovič. Poizkus predložka Tabakoviča, nekaj smole sedaj za tega nogometaša, spodrsnilo mu je v ključnem trenutku, zato je na koncu žoga zletela
mimo vrat in gol out za Miliča. Milič, Šegula in Pipuš v skoku, uspešnejši je bil Pipuš, še vedno Ofič, dobro, sedaj Ofič, na mestu pa Mesarič. Ki pravi, da od srede naprej ima doma dan odprtih vrat. Grešovnik vrača proti Denisu Zavalovšku. In pristno domačo hrano. Pipuš pred vrata. Čuš v bloku Juraja, žoga pa se je na koncu od Čuša odbila v out. V teh trenutkih Prevaljčani pritiskajo. Napaka Tabakoviča, Vrbanič v prostor proti Šeguli, mirno Denis Zavalovšek proti Vidovšku. Lepa podaja, prostor proti Anžetu Zavalovšku, Anže Zavalovšek, obramba Miliča. Sijajno so znova to odigrali gostje, po podaji Pipuša se je v priložnosti znašel Anže Zavalovšek, sedaj pa nalet domačih, Čuš, še vedno Čuš proti Vrbaniču, nekoliko prehitra podaja za Vrbaniča, znova Pipuš, Ofič, Pipuš na desno stran, kjer je Grešovnik, še vedno Grešovnik v prostor proti Zavalovšku, znova Grešovnik, Grešovnik v preigravanju izbija Žan Planšek, ki se je pravočasno vrnil v obrambo. Nevarno je sedaj iz minute v minuto vedno bolj pred vrati Vidma. Še enkrat si lahko pogledamo to globinsko podajo Pipuša, sijajno je nameril oziroma sijajna podaja proti Zavalovšku. In na koncu lepa obramba Miliča. Peti kot med tem za Korotan, znova pa bo izvajalec številko 8 Ofič. Ofič, pravočasno je izvrat Milič, tudi prekršek nad Adedojo, ki je prejel udarec v tem dvoboju. Še vedno je na tleh Adedoja. Medtem si lahko ogledamo v počasnem posnetku, kako je Milič pravočasno posredoval in neroden padec Adedoje. Slednji bo lahko brez večjih težav nadaljeval s tem obračunom. Najvišji skok Ukrajinc, nekoliko slabo je sedaj žogo ocenil Vrbanič, Tabakovič, Pipuš je iskal Zavalovška, umešal se je Juraja. Prekršek nad Cafuto, prosti strel bo sedaj za Videm, teče pa 38. minuta prvega polčasa. Prosti strel bo sedaj izvedel številko 11, Žan Planšek. Planšek z ostrim predložkom pred vrata, Vrbanič, še vedno Vrbanič v samostojni akciji, izbija Grešovnik, Ofič je krenil proti napad, sledi mu Krajnc, še vedno Ofič sedaj neuspešen pri preigravanju, uspešnejši Krajnc, ta takoj prostor proti Adedoji, še vedno Adedoja lepo proti Čušu, ta z voleja preko vrat ostaja 1 proti 1. Hitro znajo to odigrati v taboru Vidma.
Še enkrat si lahko ogledamo to akcijo domačih. Lepo je Adedoja na levi strani videl Čuša, ta pa je sprožil visoko čez vrata Vidovška. Planšek, uspešnejši Lasnik, Pipuš. Pipuš je iskal Ofiča, izbija Adedoja, pa znova hitro do posesti Korotan. Denis Zavalovšek, atraktivno proti Lasniku. Krajnc, še vedno Krajnc. Krajncu prostor proti Čušu, pravočasno iz vrat Vidovšek. Že Zavalovšek, napaka Zavalovška, sedaj Šegula. Šegula strelja, mimo vrat je sprožil Šegula. Še enkrat lahko vidimo ta poizkus Šegule. Pipuš proti Plescu, ta je tako želel zaposliti Ofiča. Poizkušajo s to kombinatoriko v fazi napada gostje, predvsem Pipuš je ta, ki s temi podajami v prostor na nek način zaposluje napadalce Zavalovška, Plesca ter Ofiča. Milič proti Krajncu, višji Tabakovič, vendarle do žoge Zdovc. Šegula proti Vrbaniču, še vedno pri žogi domači, prednost pušča glavni sodnik Krajnc. Krajnc proti Planšku, še vedno Planšek, Planšek preigrava, Planšek strelja, obramba Vidovška, lepo je Planšek tam zalomil Lasnika, na koncu pa na mestu Vidovšek, morda nekoliko preslab zaključek Planška. Še enkrat si lahko gledamo to akcijo Vidma, lepo tukaj Planšek, na to pa z levico, a na mestu Vidovšek, ki je imel nekaj manjših težav, žogo uspel zadržati v rokah. Zavalovšek na levo stran proti Lasniku, še vedno v posesti Lasnik, ta vrača Ofiču, Pipuš, Tabakovič, Jezernik proti Anžetu Zavalovšku, ta vrača do Juraje, v skoku najvišji Mesarič, še vedno gostje v napadu, strelja sedaj Ofič. Še enkrat si lahko ogledamo to situacijo. Lepo je tukaj znova Pipuš našel Ofiča, ta pa z roba kazenskega prostora mimo vrat. Milič s podajo proti Šeguli, še enkrat več, najvišji v skoku Pipuš. Prekršek je v tej situaciji storil napadalec Vidma Šegula. Pri Vidmu je v tej sezoni največ zadetkov dosegel Žan Planšek. Tale današnji je bil njegov četrti, po enega pa so dodali Krajnc, Adedoja, Alen Planšek ter Žiga Tement. Skupno so tako dosegli 8 zadetkov. Na drugi strani pri Prevaljčanih pa najboljši strelec s 5 zadetki Klemen Ofič. Grešovnik je dodal enega, Nejc Plesec pa se je s tem današnjim podpisal pod 2 gola in prav tako
Kot vidim, so dosegli skupno 8 zadetkov. Iz avta bo sedaj metal Zdovc. Še vedno po cesti Šegula, ta vrača proti Krajncu. Znova Zdovc. Zdovc s predložkom, kjer je sam Šegula sprožil z glava. Še ena lepa obramba vratarja Vidovška, ki Prevaljčane s to reakcijo ohranja pri izenačenem rezultatu. Še enkrat več si lahko gledamo to situacijo in zares lepo obrambo Vidovška. Ostaja 1-1, teče 45. minuta. Čuš proti bližnji vratnici izbija Grešovnik. Žoga ostaja v igrišču. Plesec in Cafuta v dvoboju. Cafuta hitrejši, mirno vrača proti Miliču. Planšek znova proti Cafuti. Adedoja na desno stran. Kerovčar znova vrača Adedoji, ta proti Mesariču. Krajnc na nje pritisnil Pipuš. Pipuš je uspel zadržati žogo v svoji posesti. Prekršek je storil kapetan Krajnc. Pametno tako ustavil protinapad Prevaljčanov. Prosti strel bo izvedel številko 4 Jezernik. Jezernik proti Tabakoviču. Glavni sodnik je med tem odpiskal konec prvega polčasa. Ekipi na odmor odhajata z neodločenih 1-1. Prvi gol na tekmi so dosegli domači v 6. minuti. Je z 11 metrovke bil natančen Žan Planšek, izenačenje pa je gostom na to v 28. Z lepim zadetkom z obrata prinesel Plesec. Spremljali smo zelo razgiban prvi del. V obeh taborih so imeli še nekaj priložnosti za vodstvo, a na koncu ostaja po prvem polčasu 1-1. Z moje strani je bilo to za ta prvi del vse. Hvala za vašo pozornost in seveda vljudno vabljeni tudi k ogledu drugega dela.